Najprej lep pozdrav v imenu Loškega muzeja. V sklopu pogovorov z gostujočimi umetniki v galeriji Ivana Groharja se bomo danes pogovarjali z kranjskim striperjem Zoranom Smiljanićem, ki se predstavlja v galeriji, v kateri smo, z dvema biografskima stripoma in z parimi zgodovinskimi stripi, starejšimi in novejšimi. Skratka, izpostavili smo dva bestsellerja, to se pravi dva biografska stripa na temo pomembnih mož iz slovenske zgodovine, z področja umetnosti. En izmed teh likov je Ivan Cankar, naš najpomembnejši dramatik, drugi je Plečnik, naš eden najvidnejših slovenskih arhitektov. Skratka, o teh stripih bomo detaljno bolj se pogovarjali kasneje. Zdaj bi pa začel ta pogovor. Najprej lep pozdrav v imenu Loškega muzeja in personalno Zoranu Smiljaniću, ki je današnji gost. Skratka, gre za enega pomembnejših slovenskih risarjev stripov, prekaljenega mojstra, ki ni samo striper, temveč je tudi publicist, scenarist, filmofil. Za njim je veliko število izjemno pomembnih, kultnih, bi lahko rekel, striperskih albumov, pred njim pa neke svetle zarje, nove ideje in novi izzivi. Začniva na začetku, kako si pravzaprav začel s stripi? Kakšno je bilo tvoje stripovsko otroštvo? Kako si postal stripovski avtor? Kako si se okužil s stripom? Kdaj je bilo to? Dobro vprašanje. Najprej lepo pozdravljeni, hvala, ker ste prišli. In gremo na odgovore. Torej, kako sem začel? V bistvu, striper se kar rodi. Torej, ko sem zbral stripe kot otrok, je bilo, me je to tako prevzel, tako zadel, tako obsedel, da so drugim mojim, kako bi rekel, sovrstnikom je bilo kar nerodno. Oni so stripe brali, pa zavrgali, jaz sem pa res not padel in užival. In tle smo se že malo ločili od bralci, od ustvarjalca, potencialnega v prihodnosti. In kot ustvarjalec sem začel razmišljati, kako oni to naredijo, ti ustvarjalci, da mene to tako prevzame, da mene to tako zadane. In ko sem se začel učiti te načine pripovedovanja, te skrivnosti, obrti, ki povzroča take čustvene premike, sem že postal, rekel, stripovski avtor, ne da bi to vedel. In že kot majhen sem začel prerisovati, kot otrok kopiraš, kot mlad mož kontriraš, se pravi vse nekaj proti, kot mladi ustvarjalec tudi kopiraš preko neke svoje ustvarjalce, mislim neke priljubljene. Potem pa, ko pa odrasteš, pa začneš neko svoja sporočila, svoj način, svoj stil, svoje zgodbe. In zato pa rabiš predvsem izkušnje. Tako da pred 30 nisem bil nekak avtor, po 30 se pa počas nabere neko lastno moje življenjsko izkušnje, neko razmišljanje in od takrat to poskušam pretočiti v te moje zgodbe. No, ker so pravzaprav iste generacije, tako rekoč, pa ker se bi jaz tudi v mladosti stripofil. Me zanima, kateri stripi so te nekako formirali oziroma navdihovali v tem latentnem stripovskem obdobju. So bili to produkcija Bonelli, zaprav importirani stripi, italijanski, tako rekoč. To prvi so bili te, No, kot zanimivost mogoče, ko sem bil jaz otrok, so bili stripi družbeno prezirani, skoraj prepovedani, kriminalizirani, ker češ dokvarjajo mladino, da v šoli starši, če so mi starši dobili kakšen strip, je šlo v peč. Nekako družbeno je bil slabo sprejet kot kapitalistični neki izdelka, ki kvari našo mladino. Meni je bilo to najprimerno bolj zanimivo, od kakšnega Cankarja pa Prešerna pa Prežigovoran, Solzice, ker pač ti junaki so nekaj naredili, so se borili,
Oni Cankarjevi pa te so pa samo nekje jamrali, pa trpeli, pa jokali, pa tako revščina, trpljenje in beda in tisto mi ni bilo všeč, ne, kot mlademu človeku pa še, da je akcija, ne. Ok, in od moje mladosti pred 50 leti, 50 leti, do zdaj je strip prehodil kar eno tako veliko pot, ne, in postal družbeno sprejemljiv, prišel je v galerije, prišel je v knjižnice in v šole, tako da sem priča bil takemu veliki družbeni spremembi, ne. Da se vrnem k vprašanju. Torej, Bonellejevi stripi so te neki italijanski, precej naivni, precej otročji, ne, ki so pa počasi že postali malo bolj resni, ne. Mogoče je bilo v tej najstniških letih sta bila predvsem dva avtorja, nekaj francoski Jean Giraud, ki je imel neki poročnik Blueberry, pa Herman, ki je imel neki strip Comancha, ne. Ta dva stripa sta oba dva prerasla te klasične stripovske šablone, ki so bile take, junak, karkoli se zgodi, s kjermokoli se pretepa, karkoli se z njim zgodi, je on v naslednjem stripu resetiran. Nobenih posledic nima, nobenih travm čustvenih, če je ranjen, je spet zdrav, ne. Skratka, čudežno, rekel, se postavi na nulto točko, ne, in spet začne, ne. Ampak vemo, da v življenju ni tako. V življenju, ko nekaj doživiš hudega, ti pušča posledice, ne. In ta dva junaka sta začela posledice čutiti, ne, teh njunih pustolovščin, kar me je zelo očaralo, ne, ker je bilo drugače kot prej. In vedno je mene zanimalo nekaj, kar je bilo drugače od tistega klasičnega že uveljavljenega, ne, en korak naprej, ne preveč avantgardno, moderno, čisto štekano, ne, ampak toliko, da je korak od tistega in to tudi probam v svoje stripe delati, ne. Tretji mogoče veliki korak je bil pa, ko sem bil star 15 let, ko sem že skoraj nekaj opustil stripe, se je pa pojavila v Franciji neka revija Metal Hurlion, tuleče železo. To so bili pa že taki avantgardni stripi, zelo likovno dodelani, veliko tudi seksualnosti, znanstvene fantastike, nasilja in to me je pa čisto očaralo, ne, tako umetniški so že bili, ne, in pa smo po tej poti nekako vsi krenili. Pa so pa počasi vzori usahnili. No, poleg tega, da se ukvarjaš s stripom, se ukvarjaš tudi z oblikovanjem plakatov, s filmom, pogojno bi rekel. Zdaj, recimo, kaj meniš, že prej si povedal, da je strip dejansko doživel neko družbeno afirmacijo, potrditev, da ni samo pogrošna literatura, temveč nekaj več, da je deveta umetnost, kot so rekli teoretiki stripa. Pred časom, par let nazaj, smo doživeli tisto dosti veliko razstavo v Ljubljani na temo Alan Forda. Recimo, Alan Ford je bil eden bolj popularnih stripov takrat, pred 40 in več leti. Kakšen je tvoj odnos, recimo, do Alan Forda, do tega stripovskega načina, do tega ekspresivnega realizma, recimo? Ja, Alan Forda sem bral, zdaj, kot otrok že me je potegnil ta svet bede, socialne, tega črnega humorja, ne. Ampak kot, kako bi rekel, občutljiv otrok je bilo zame kar malo preveč to, ne. Mislim, res je bilo brezizhodno, ne vem, kdor pozna, ve, o čem govorim, ne. Ti junaki se niso mogli izkopati iz te revščine, iz neumnosti, iz cikličnega ponavljanja vedno istih napak, ne. In večini je bilo to smešno, mene pa tako, kot rekel, občutljivega otroka me je to prizadelo, ne. In ok, sčasoma dobiš bolj trdo kožo, pa pol prevagajo te cinični toni, ampak ko rečeš Alan Ford, so vsi ono, kako je fajn, kako je bilo smešno, kako je bilo groteskno, črnohumorno, ne. Jaz se pa spomnim tega mojega te otroške prizadetosti oziroma sočustvovanja z junaki, ki so zaciklani v bedi in v nezmožnosti, v večnem porazu. Alan Ford je bil že zelo blizu Cankarjev. No, na nek način se strinjam. No, jaz mislim, da je dejstvo, da so te nekako umetniško oblikovali tako stripi, kot tudi film, naprimer knjige, glasba, tudi vse to, tej rock and roll generaciji.
nate sem kot striparja bil prvič pozoren, ko si objavljal neke stripe v kranjskem glasilu ljubiteljev glasbe. To so bili prvi, ja. Folk Against Rock, če ga ne bom nikoli pozabil. Prvi moj strip. Ja, takrat si tako vizionarsko napovedal, pravzaprav, ko bi rekel temu, prevlado folka nad rockom. Fundamentalistično. To se dejansko dogaja zdaj, mislim. Če gledam to mladino, ki ima te rock'n'roll izkušnje, se mi zdi malo plitka, tako rekoč. Mislim. Lahko se sam strinjam, nimam komentarja. No, ampak jaz imam vse občutek, da vnašaš v te svoje stripe neke filmske elemente, v smislu kadriranja in že kaj bi se najdel. Zelo. Nekaj v tem povedal. Torej, kaj je strip, ne? Strip ni ilustracija, če beremo, ne vem, Muco Copatorico, pa imamo Muco Copatorica, otroci se zbudijo, prva slika, druga slika ni copat, tretja slika, ne vem, paničarijo nekaj okoli, ne? Strip ni to. Strip ni ilustracija ob ilustraciji, ampak strip je kontinuiteta, torej nadaljevanje. Vsaka slika mora vsebovati delček prejšnje in napovedati delček naslednje. Strip je veriga sličic, ki so združeni v eno. Izpuščeni so samo nepomembni, dolgočasni, ali pa neatraktivni deli, ali pa tudi zanimivi iz kakšnega drugega razloga. Torej, strip ima zelo kompleksno, zahtevno strukturo, če se poglobimo vanjo, ne? Če jo znamo uporabljati. Tisti stripi, ne vem, kaj si ti rekel, Bonellijevi, Komandant Mark Zagor, pa to so samo pripovedni stripi, samo tisti, kar je zunanje, nič ne uporabljajo preko notranjega jezika, naprimer, kaj je notranji jezik stripa. Imamo junaka, ki je žalosten, ne? In pol v teh klasičnih stripih bo rekel on, ja, že kako sem žalosten, ne? Pa še gor napis bo, ta junak je žalosten hodil po svetu, ne? Pa če še ne bomo tega razumeli, sta tam dva zraven, ki rečeta, a ne, kako je tale človek žalosten, ne? Tako, malo neumno, ne, ker res. Ampak, če pa vzamemo drug princip, recimo pa tega junaka postavimo neko jesensko pokrajino, ker liste pada, ko so veje, ko je vse tako, mislim, sama narava žalostna in narava govori o njegovem notranjem stanju, o njegovem počutju. To je to, kar mene zanima, ne? Torej, da uporabljamo vse elemente, da mi pokažemo notranje stanje, ne? Človeka. Na koncu koncev se vse začne in konča pri človeku, ne? Zgradbe so lepe, narava tudi, pustolovščina tudi, ampak tisto, kar nas najbolj zanima, in mene in najbolj šolsko odbravce, je človek in njegovo notranje doživljanje, ne? In jaz kot ustvarjalec poskušam uporabiti vse žive elemente stripa, da ta čustven svet pokažem, da pripovedujem zgodbo v nekem teku, v nekem plavanju, v neki kontinuiteti. In če to dosežem, sem uspel, če pa ne, ne. Ampak ves čas je pa to mi na pameti in ne pristajam samo na to površinsko pripovedovanje zgodbe, ampak hočem uporabljati medij, ne, ko bo prišel moj čas, bom rekel, a sem življenje izkusil tako površinsko, da sem se sam sprehodil, ali sem probal ga razumeti skozi ustvarjanje, skozi samega sebe, skozi druge in uporabljati to v ustvarjanju, ne, jaz bi rad to drugo, ne, bomo videli. No, če gledamo te tvoje stripe, v bistvu izhajajo iz risarskega realizma. Ja. So realistični stripi, sem pa kaj zaideš tudi malo na področje karikiranja, recimo, ja, ali pa bolj ekspresivnega simbolizma, karikiranja, simbolizem je skozi prisoten. Zdaj, realizem je pa neka rdeča nit. Ja, ampak da se pravi, usporedno s tem načinom realističnim, se je pa nastala, recimo v Ljubljani pa je ena druga šola stripa, okoli te revije Street Burger. Ja. To so pa drugačni stripi. Alternativni kobajagi, umetniški stripi. Kako bi temu rekli? Pa kakšen je tvoj odnos do teh drugačnih stripov? Nič narobe. Mi smo se, kako bi rekel, mi smo se malo kobajagi, ne, kad smo bili dve skupini, ne, mi na mladini bolj za realističnim načinom in oni z bolj alternativnim, avantgardnim. Mi smo se norca delali z njim, da ne znajo risati, pa da delajo te neke čudaške stripe, ne. Ampak smo jih spoštovali, ne, in obratno. Oni so se pa iz nas norca delali, da smo klasični, da smo dolgočasni, da smo tako, ne.
Ta konflikt je bil sam navidezen. Čez en čas smo začeli zelo sodelovati in oni so se malo spremenili in mi smo se malo spremenili. Zmeri so najboljše kombinacije, ne? Če se usedeš na neko pozicijo, pa se držiš tega, ni nikoli dobro. Ne? Za primer, najboljše obdobje ameriškega filma so konec 60. pa 70. leta, ne? Torej Scorsese, De Palma, Francis Ford Coppola in tako naprej, ne Botri in Spielberg. In kaj so te fantje naredili? Ne? Te fantje so zelo gledali francoske filme, evropske filme in so evropsko senzibilnost, ki je bolj psihološka, ne, ki je bolj notranja, so vnesli v ta ameriški spektakel, ne, klasičen, ne, strip. In rezultat je pa fantastičen, ne, tisti filmi so bili boljši kot evropski in boljši kot ameriški, ne, ampak veselje traja samo, ne vem, 10-12 let, dokler so nosili denar, pa je bilo pa konec, ne. Ampak, če me vprašaš, jaz sem pristaš realističnega stripa, ampak ne bom pa zanikal drugačnih avtorskih poetik, pristopov, iskanj, ne. Med drugim sem tudi v Kranju imel neko večere pogovore s stripovskimi avtorji, ker sem se res poglobil, ne, in vsak na svoj način išče, ne, tako da, ok, kjer mu bolj rata, kjer mu manj, nekateri so mi bolj všeč, osebno mi bolj ležijo manj, ampak nikogar ne bi diskreditiral oziroma nobenega stila ne bi rekel, zdaj pa to ni dober stil. Korekten odgovor. Sem se naučil biti političen, z leti včasih bil bolj zoprn. Zdaj bi se pa jaz v bistvu malo pomudil pri enem pseudonimu oziroma pri enem osebi Vittorio della Croce. Ja. Kdo je ta človek in v kakšni povezavi sta videli? Ta človek je bila baraba velika. Namreč bilo je tako, ko sem bil zaposlen na Gorenjskem sejmu, sem te stripe začel objavljati najprej v katedri, en tak dosti hud partizanski strip, kjer namest tega, da v stilu Ljubiša Samardžić pa Bata Živojinović pobijata kup Nemcev, ne, kot smo gledali filme v otroštvu, se je tle zgodilo obratno, ne, eni četniki pobijajo kup partizanov, ne, to je bil v 80-ih upor proti temu sistemu socialistične, ne, skozi strip. In to je zbudilo kar precej žolčne reakcije pri oblasti in poleg tega so začeli nositi v službi časopise, pa gledajte, kaj Smiljanić dela, ne. Ampak zanimivo, niso sploh poštekali, da jaz se norca delam iz teh partizanskih filmovih sistema, ampak sem neke klepice tam napisal, gledajte, on je napisal Bličkega, on je nekaj tacga, ne. Kot pač. Mislim, tako da je bilo. Ampak jaz sem rekel, zdaj pa je pa prišlo vabilo iz Mladine, da bi delal spet nekaj provokativnega in sem rekel, zdaj to pa problem, ne, da bojo me spet vlekli po zobeh, pa tako, je kar, mislim, če so neki mali sredini, kar vpliva na te, ne. In sem se pač zmislil psevdonim in delal mirno, potem sem donimal svoje packarije naprej in pa so vsi, ti si pa v Mladini tole delaš, ne, sem se zgodil. A to je čisto tvoj stil, pa tvoje črke? Ne, to nisem jaz, to je Vittorio della Croce. In skratka, to mi je psevdonim služi temu, da lahko svobodno ustvarjaš naprej, ne. Torej, če pa rabiš psevdonim, pa najbrž počneš kaj tazga, kar ni glih sprejeto, ne, družbeno takrat in meni je lepo lepo sem ga uporabljal, potem, ko je pa nastopila demokracija, so se pa ni bilo več potrebe po tem pseudonimu in sem ga, rekel, dal v reportarnico, ne. Ampak govoriš o časih, v katerih je nastal tisti plakat Tedna mladih v Kranju ne bo. Tudi, ja. Kako je bilo s tistim plakatom? Ja, takrat sem jaz kar čakal. To je, torej, mladinska organizacija ne bi imela neki Tedna mladih neko prireditev, kaj pa vem, s koncerti in potem jim niso dali denarja, ali kaj pa so jim neke politične igrice, so bile, torej, leto je 87, ko je še, mislim, bilo dosti močna ta oblast, ko še ni bilo govora o tem, da bo ta država razpadla, ne, oziroma saj nismo verjeli v to. In so mi naročili pač ta plakat za SMS Kranj in sem naredil neke bombnike, grejo nad Kranjem, ne vem, malo pod Laibach vplivom, ne, tudi, in napisal Tedna mladih ne bo, tako malo oštro, ne. In so zelo znoreli, kot nekateri so
pač se spomnili, da so res nemški bombniki leteli nad Kranjem, ne. Mislim, da ga niso bombardirali, ampak okej, razumem, da zbuja neke neprijetne asociacije pri teh starejših ljudeh. Jaz kot mlad junc tega nisem absolutno upošteval, mi je šlo za provokacijo. Ampak je pa bilo zanimivo, da so se pa prepoznali v tem JNA, generalštab v Beogradu, in sem dobil informacijo, da so se sestali in debatirali o tem. Tako da je bil tak lokalna verzija plakata onega Dan mladosti, ki so ga naredili moji sošolci iz NSK-ja, namreč z njimi sem hodil v srednjo šolo, ne, in priznam, tudi bil pod njihovim vplivom, njihove te estetike, ker je bila takrat res originalna. In dobro, oni so res nastradali, pa so jih imeli zaprte, sicer pretepali jih niso, ampak je bila afera, ne. To je bilo pa tako lokalno, ne, v Kranju, ampak so se zanimivo v teh letalih, ki so bila nemška, bombniki so se prepoznali JNA, ne. Kar se je pol čez 3-4 leta tudi zares zgodilo, ne, da, dobro, niso bili bombardirani na srečo, ampak ni bilo daleč od tega, ne, tako da neka taka čudne koincidence so, ne. Ampak te vojne teme, recimo, so ti nekako blizu, ne? Ja, vojna je, veš, vojna je do zgodovine, do študija, do poglabljanja v preteklost, pa tako naprej. Si tudi avtor, mislim, da te epske sage, na temo slovenske zgodovine, pogojno rečeno, Meksikajnerji. Največji strip, kar jih imamo pravzaprav mi. Najdaljša stripovska epopeja, tako rekoč pri nas, tudi v klasičnih risarskih, kombiniranih risarskih tehnikah izvedena. Kako je prišlo do nastanka tega zdaj že dejansko kultnega stripa Meksikajnerji? V kateri tehniki je bil narejen? Najprej vojna je rekel čas, pa v obdobju, ker je človek odpade vse maske, pa je najbolj ono, ne, in v vojni pride do res takih čudnih paradoksov v življenju, da jih ni, ne. Mislim, je tragično, ampak tudi tisti, ki so v vojni sodelovali, so rekli, da boljšega obdobja ni bilo, da so najbolj živeli takrat, da so najbolj obstajali, ne. Tako da vojna je hecna, ne, iz večjih. V vojnem času nisem umrl. Ja, med drugim, ne. Meksikajnerji so bili, po eni strani imam jaz rad ta, torej, film ameriški western, tudi, pa žanrovski film, ne. Po drugi strani pa jaz več čas govorimo o Slovencih, ne moram jaz tam nekega junaka Johnnyja dati na konja, pa šibati po preriji ameriški, ker jaz nimam pojma, kako so oni zdaj živeli, ne. In ko sem slišal, da so šli slovenski fantje v 19. stoletju se boriti za cesarja Maksimiljana v Mehiko, sem rekel, wow, ker so se družile te dve stvari, ne, torej western, ali pa saj pogojni, pa Slovenci, ki so pač meni pa, mislim, meni je zabavno, da Slovenca dam v Mehiško puščavo, da Prešerna dam, ki me ga v žepu, ga dam tja, ne. In to sva s prijateljem in sodelavcem, dolgoletnim Marjanom Puščavcem tuhtala, oba dva so bila za, dolg časa je trajal, rabiš odrast za to, ne, sem nekaj čez 40 bil star, ko sva se tega zares lotila. Kako to zgodbo povedati, zgodovino spoznati, jaz sem šel v Mehiko potovati, da sem te kraje obiskal. In potem se je počasi to razvijalo, da bi bila ta zgodba vzporedna, torej ta Maksimilijan, brat od Franca Jožefa, našega cesarja takratnega, ki je zaradi osebnih ambicij je pač pristal, da bo mehiški cesar, in pa je 3 leta trajalo njegovo cesarstvo in se neslavno končalo, tragično zanj. In po drugi strani pa je izmišljen pač Meksikajner, prostovoljc, ki je šel kot udinjac, kot njegov vojak, zaradi neke osebne tragedije, tipično slovenske. Ti fanti, ki so bili pa z njim, so pa šli ali zaradi nesrečnih ljubezni, ali zato, ker so jim obljubljali neke strašne denarje in zemljo in ne vem kaj, pač ekonomski vojaki, ne migranti, ne. In razne usode, ki smo jih spoznali skozi študiranje tega materiala, sva vključila v to zgodbo, v te različne karakterje. In to je taka široka zgodba, ki v bistvu vse skupaj traja 3-4 leta, ne. Funkcionira na 2 ravneh, torej en nivo je ta Maksimilijanov, drugi je tega slehernika, ne, kar prinaša 2 fina pogleda, ne, in kresanje med njimi, in tudi 2
nivoja stripa. In to je bilo to, ne. Delal sem v tehniki ročno barvano, nek tempera akvarel na temu akvarelnem papirju, delal sem 10 let. Ok, 5 albumov sicer vmes so bile pauze, ne, ko sem mogel kaj zaslužiti, ker takrat to res ni bilo dobro plačan, da sem preživel. Vmes sem delal, ne vem, leto pa pol, da sem zaslužil, potem sem pa spet leto delal eno knjigo, ne. Po 5 knjigah in 10 letih dela sem zaključil in je bilo precej uspešno. Videl sem, da lahko s tem stripom dosežem ne samo stripovsko publiko, ampak tudi zgodovinarje, kakšne bralce, ki sicer ne berejo stripov, in tle je bil en preboj, ne, moj oseben, ne. Naslednji preboj je pa prišel pol s Cankarjem, torej, če sem pri Meksikanerjih dosegel neko sanjsko naklado 700-800 izvodov, največ, med 500 pa 700 je zastripoval, ne, je tale Cankar šel v neverjetni nakladi 3000 izvodov, ne. In takrat sem rekel, kaj se to dogaja, ne. In od takrat naprej gre tudi Plečnik in neki ta Črni plamen na Požigu narodnega doma so. Torej, všeč mi je, da ni samo ta stripovska publika, ampak da berejo tudi tisti, ki sicer stripov ne berejo, oziroma so začeli brati stripe. Zelo rad očitno delaš v teh tandemih, recimo, ne? Prej si že omenil Marjana Požalca, ki je knjižničar, literat, pa tako naprej, pesnik. Potem Cankarja si delal z Blažem Gurnikom, ja. Pol je še tvoj sin. Ja. Pa lažje je, hitreje. Bil so udeležen pri pomembnem stripu na temo slovenske zgodovine, Črni plamen, ja. Ki obravnava kaj? Požig narodnega doma v Trstu. In je nastal tudi ob stoletnici. No, ob promociji tega stripa Črni plamen, ja. Imamo tudi v drugem prostoru originalne table, si pa baje tudi imel priliko spoznati tržaškega pisatelja Pahorja, legendo. Nisem ga spoznal, ampak on je izrazil željo, da bi ta strip rad videl prek nekih skupnih prijateljev in sem mu seveda poslal, malo je bilo sin je zgodovinar, torej jaz tam in on skrbi za dejstva, jaz sem lažnivec, pa se zmišljujem. Ampak tle sva pač združila moči in torej povedala to zgodbo spet na en tak mal mogoče drugačen način, bolj čustveno, o požigu narodnega doma, ne. In tle Pahor je bil kot otrok priča temu požigu in je pisal to v eni noveli krajši. In potem, torej, ko je on izrazil željo, da bi to videl, sva mu poslala, jaz sem pisal pač, da midva kot Gorenca, zdaj je malo hecno govoriti o Slovencih, zamejcih, Tržačanih, ne, ampak sva se potrudila in prebrala in dala tudi nekaterim Tržačanom v korekturo, kaj sva kiksnila pa to. In je, moram reči, zelo pohvalil, je napisal pismo, mislim, oziroma ta njegova pomočnica, ker on ni več videl. Je zelo pohvalil, rekel, da sva ujela to in da bo priporočal šolam in so bila presrečna, ne, ker njega so se pa res bati. Mislim, če kdo avtoriteta, še je on, ne, drugih avtoritet ne priznavam. Tudi ta Pahor, predsednik, je povabil, ne, Bolt, ampak okej, to bilo. Bolj mi je všeč pohvala od starejšega Pahorja. A bilo to mogoče v povezavi z ustavo v stripu? Ne, ravno zaradi tega, ker je ta predsednik Pahor je z Matarelo sta imela tisti spravni, kako bi rekel, druženje, držanje za roko ob fojbah in ob bazoviških žrtvah in nekako je izpadlo, da počnemo isto stvar, ne, čeprav, ne bom. Skratka, nas je povabil in smo šli tja in smo se pogovarjali pa ure. Jaz sem sicer ruzak dal pod mizo, sem ga pozabil, pa sem spomnil ruzak sem, ne, in moj sin kot zgodovinar prav, ti si pa von Stauffenberg, namreč. Kot vidim, veste, kaj je von Stauffenberg Hitlerju, probal narediti, pa bo ni smelo, ne. Tam zelo zabavlja, ja.
Je pa ta italijanski predsednik Mattarella je dobil slovenski izvod in menda mu je bilo tudi všeč. Tako da je. In, kar je bolj bistveno, prevedeno je bilo v italijanščino in sinu hodva zdaj ravno po italijanskih mestih, italijanski založnik me vabi. V pretežno levičarske klube, knjižnice, kjer se pogovarjamo pač o fašizmu, o tem delu. In moramo reči, ko prideš v Italijo ne kot rekel turist, ne, ampak prideš tako, da te poslušajo, pa da govoriš malo o fašizmu, ne to agresivno, ne, pa bog na tej v smislu, da so vsi Italijani, ne, ampak vse so oni tudi antifašisti, je neka čist nova, ne, nov nivo, novo doživeti, kar mi je strip dal, ne, kar sem hvaležen. Se da normalno pogovarjati. Zelo, še celo oni so govorili o njihovih zločinih, da niso bili kaznovani, da so počeli zločine med vojno in tako naprej. To, kar jim mi očitamo, sem slišal od njih, ne, kar je impresivno. No, je pa, vemo pa, obstaja ta desna frakcija novi fašizom, ne, ti nas pa ne bojo povabili. Najbrž ne. Ja. Treba je izpostaviti, da je Zoran Smiljanić predstavnik tretje generacije slovenskih striparjev. Če se recimo spomnimo na primer Miki Mustra, to je prva generacija. Ne? Druga generacija bi bil Kostja Gatnik. Ne? Ampak kaj je pomembno? To, da je recimo, da so ljudje, striparji zbrani okoli Iva Štandekarja desetletja nazaj, že pokojnega, pravzaprav na področju stripa pri nas speljali malo revolucijo, ker so v strip uvedli neke teme, ki so bile prej tabu. Prej je bil strip zabavna lektira. Prijazno. Tako, kot si že prej povedal. Zdaj so se pa v stripu pojavili pa elementi nasilja, pa družbene kritike, politike pa tako naprej. In na podlagi te ekipe, v kateri je bil tudi recimo naš Sitar, Loški, pa Lavrič in drugi, in seveda Smiljanić, se je strip afirmiral kot neka resna zadeva in ne kot špas. Skratka, kot medij, ki je sposoben sporočati neke globje zadeve, resnejše, kot se tudi kaže. Mislim, samo za intermezzo. Ja. Si tudi pravzaprav popularizator stripa, organiziraš okrogle mize na temo stripa. Si dejaven v tej pokvarnici, striparnici, tako rekoč od Buha. Kaj se tam dogaja, recimo? Kako izgledajo ti večeri? Ja, tam prihaja neka publika, ki je zainteresirana za stripa, imamo predstavitve, pogovore, analize tudi kakšnih junakov, pač pogovore o stripu, ki so malo bolj ambiciozni, bom rekel, malo bolj zanimivi, ne? Od kranjske knjižnice do tja, preko določenem času mi ni bilo mogoče dovolj, oziroma se mi povabil, no, tako, da nisem se jaz neki silil, da bi sam delal, ampak da bi se tudi pogovarjal o stripu in se je prijel, ne, meni ni bilo tako zelo zoprno, publiki pa tudi ne, tako da se je nekako, ampak pa je to korona zdaj ustavila, pa bomo videli, ne vem. Zdaj sem pa res toliko zaposlen, pa toliko delam, da tudi nimam časa za take stvari, ne. Sam še koliko lahko pridem. No, če se omejimo spet recimo na ta prostor, tle imamo te originale stripov biografskih na temo Ivana Cankarja, Jožeta Plečnika in tako naprej. Ko jih beremo, gledamo, potem ugotavljamo, da gre za neke zelo poglobljene analize življenja in dela teh velikih mož. Kako si se pravzaprav lotil tega? Kako si padel noter v te usode? Ki to je velik referenc tudi in na literaturo pred Cankarju in na dela, pomembna dela Jožeta Plečnika. Tlele pride pravzaprav do izraza ta tvoja sposobnost risanja arhitekture, naprimer. Kako je bilo to? Kako si padel v delo? Če porabiš eno leto življenja za risanje na tem, ne, moraš se pač potruditi, moraš zagristi, moraš dojeti bistvo, moraš razmišljati, če govorimo o Plečniku, arhitekturno, kako ima arhitekturno ta strip rešil, ne.
kup problemov je, ki jih je treba streti, ki jih je treba nekako predstaviti na zanimiv, zabaven, ustvarjalen način. Ne. In to je moja, kako bi rekel, naloga. Ne. Od unga mulca, ki se je čudil, do zdaj že priletnega gospoda, ne, ki proba ta otroške sanje uresničiti. Ne. Torej, jaz še skozi imam od sebe tega mulca, samega sebe, in ki me tako malo, tle pa nisi dobro naredil, ne, tle pa mislim, ki me drži v neki preži, da sem skozi napet, da dam najboljše od sebe, ne. Da se ne zadovoljim z nekim, ajde bom naredil, pa pobral denar, pa me briga, ne. Ampak da res poskušam, ne, vložiti kar se da več in kot rečejo, ne, pazi, kaj se želiš, ne. Ko sem bil mulca, se to želel, ne, zdaj imam pa tega mulca skozi na grbi, ne. In če dobro delam, utihne, ne, če pa kdaj kaj bolj tako naredim, pa skozi čepi, pa me kritizira, ne. Tako da ni miru, ne, ni skozi ta ustvarjalna žilca, ne. Jaz tudi ponoči, ko spim, ne, včasih zaspim s problemom, ki ga ne znam rešiti, in sem pogruntal po dolgih letih, ne, da če zaspiš nezadovoljen, če vložiš delo, in pol po noč dela podzavest, ne, in zjutraj, ko se zbudim, ne vedno, ampak dostikrat je ta rešitev, kako narediti neko stran, kako pokazati nekaj vizualno, kar je, ko preberem na papirju, je tako dolgočasno ali pa zoprno ali pa težko, ne, je, tako boš to naredil, ne. In podzavest dela zate in marsikdaj zjutraj prinese rešitev, ne, in pa z velikim veseljem to narediš. A si se bolj identificiral s Cankarjem ali bolj s Plečnikom? Vsak postane moj absolutni, kako bi rekel, družinski član, zdaj sem pod kožo in živim z njim intenzivno 1 leto, in ko so te zadnje strani, ko umre, ne, mi dostikrat rekel, ne, dobesedno, mislim, mi je hudo, ne, ker žal mi je človeka vrednega, ne, da ga zgubljamo, poleg tega, da sem se jaz emocionalno vezal na njega, ne, tako da ni tle površnosti, ne, tle je treba to zares, potem pa malo zajamem sapo, pa se malo norca delam, pa naslednjem projekt spet zagrizam, ne. In to počnem zdaj zadnja 4 leta, vsako leto pa moram reči, zdaj imam še eno, ne, pa da bom pa rabil 1 leto počitka, ker sem se nasičil precej, ne, tega. Ampak ta dva stripa sta pravzaprav uspešnici, mislim, da so tuje založbe pokazali nek interes, to je... Pa končno lahko živimo tega, ne, kar ne se mogli. Kdo se zanima, recimo, za te stripe v tujini? Ja, v Plečnikah so naročili sami Čehi, ker je delal on tudi v Pragi, in so dali nekaj denar krepek in ga prevajajo zdaj in bo pač v češčini. Črni plamen je šel, kot smo že rekli, v italijanščini, pa zdaj v nemščini. Meksikanerji so šli v nemščini, pa še neki angleški prevodi se delajo, pa ne vem kaj. Skratka, tako se širi počasi zadeva, ne. Ne gre tako čez noč, ne pride ta uspeh, ampak če dosti časa delo se tako malo pozna. Zelo so ti blizu te epizode, zgodbe iz polpretekle zgodovine, tele imamo tudi zanimiv strip v drugem prostoru, na temo enega pilota. Ja. Kaj o tem povedal? Torej, gre za Mrlaka, Tonija Mrlaka, pilota helikopterja, ki je bil med slovensko osamosvojitveno vojno ubit, mislim, tle so te dileme med vojno, ne. On je bil sicer na strani JLA, sodeloval je s teritorialci, potem so ga ubili, potem je umrl tako z nesrečne smrti, ne. Za slovensko vojsko pa je bila to velika zmaga, ne, za družino je bila katastrofa. Skratka, iz večjih kotov, ne. In v bistvu je ena taka moralna zgodba, ki še zdaj buri duhove, pa še zdaj ni razjasnjena. Mene zanimajo te sive cone, siva področja. To ni bila moja ideja, to je bila Marjana ideja, Pušalca, tega mojega sodelavca, prijatelja, kot neki moralni dolg, ne. Je rekel,
dajmo to narediti, pa sem rekel, pa sej že knjiga obstaja, pa kaj bi. Rekel, preber, pa boš videl, ne, sem prebral to knjigo od Drage Potočnjak, tak špeh, in začutiš en tak jezo, bes, eno prizadetost, ne, iskreno, ne, in to, če jaz to čutim, je moja naloga pa, da to naprej dam. Sodelovali smo z družino njegovo, natančno, torej sin, tudi pilot mi je pokazal na maketi Ljubljane, kje je on vse letel, kaj se dogaja, kje so streljali, ne. Žena, mislim, vdova in hčerka tudi svoje zgodbe povedali. Kar je pa zanimivo, sem mi povedal, da se je pekel za njih začel po njegove smrti šele, torej ne, ni bila njegova smrt vrh tragedije, ampak to, kako smo se, vsi zmagovalci, Slovenci, vojska, kako so se do njih obnašali po njegovi smrti. Mislim, to so res grozne stvari. V šoli so jih šikanirali, mislim, da se pravi 11 pa 13 let stara sestra pa brat. Ne vem, meni je jedel Čevapčič, pa je rekel njemu ali pa Tamali, lej, tole je pa skoraj tako dobro pečen, kot tvoj poter. In tega je bilo, in grob so jim uničili, brata so jim, Kaselca so jim, zginta dol v Srbijo. Skratka, kako se mislim, če je bilo prej še ta upor proti jugoslovanske oblasti, pa temu pravičen oziroma smiseln, ne, ko si ti enkrat na slovenskem gospodar, ne, ko si enkrat zavladaš, kakšni smo mi zares, ne. Pokaže se, kakšni smo zares, ko smo mi, kako bi rekel, in charge, ko mi komandiramo, ne. A bomo milostni, a bomo humani, a bomo prasci. In dostikrat se pokaže, da smo prasci, ne? Da smo isti taki katuni, kot so bili prej. Ne? In moja naloga kot ustvarjalca je, da o tem govorim, da to širim. Ne, da širim, kakšne veličastne zmage so teritorialno dosegla nad jugoslovansko armado, ampak da v te umazane podrobnosti, v te sive cone grem in govorim in to govori o tej, kakšni smo mi, ne pa vojaške zmage. Ne? Vojaške zmage so, pa se jih sploh ni bilo, ne, na koncu. In to je neka moralna zgodba, na katero sem ponosen, na katero sem bil opozorjen, da bo ta desna stran zelo popadljivo reagirala, so me opozorili, da kar, ko nekaj narediš proti njim, da se te lotijo sistematično in številčno, ne, sem bil pripravljen na to, ampak zgodilo se ni nič. Niti enega odziva ni bilo, niti kaj preveč leve, niti desne, nekako so bili vsi tiho, ne. Kar bi bilo nerodno, ne, kar tudi nekaj govori, ne vem kaj, ampak v glavnem, ni mi žal, da sem to naredil in mi je pa zanimiva reakcija. No, za odmik od teh občutljivih tem, bi se pa zdaj osredotočil na zelo zanimiv strip na temo Ivana Tavčarja iz cikla slovenskih klasikov, iz Cvetje v jeseni. Kjer moment te je tako presunil v filmu in v knjigi, da se odločil narediti strip? Ja, ta moment, torej, tvoja žena, ne, ko sem ti gledal, me je tako malo srce bolel, kaj je zdaj, zakaj mora ona umreti, pa kaj se pravzaprav z njo zgodilo, ne, jaz sem to že kot otrok videl, pa mi ni bilo čisto jasno, da je to neki kardialni, kako se reče, defekt, ne, mislim, v bistvu je ona od ljubezni umrla, ampak meta, ne, je kamufliran. Ta moment me je nekako obsedel in sem mislil, kako bi jaz to rešil in se mi pojavil, da ona, ko se to začne, moja žena, ko bi se malo nekaj obrnil, ko bi se iztrgal. Ne, sem neko vizijo imel, da se ona spremeni v neko pošast, ne, in da ne umre in da ona njega pol poljubi in da v bistvu je en tak pogojni happy end, ne, s katerim on niklik zadovoljen. To so take, to so ciklu slovenske klasiki, ena stran, kjer smo se norca delali iz likov, literarnih, iz slikarjev, iz osebnosti, iz slovenskih del, iz vsega, ne, na mladini. To ni bilo vse tako resno, mi smo ogromno zabrkavali, norca delali, kršil tabuje, tekmovali, kdo bo šel del, kdo bo bolj neokusen, kdo bo bolj, rekel, besa sprožil, ne, raznega. In to je pač en od teh poskusov, ki je pač vezan na ta prostor tukaj. Ko gledamo te tvoje stripe, se mi zdi, da bi bile to krasne predloge recimo za neke filme, ali zgodovinske, ali biografske. Si pa tudi bil že
večkrat v stiku s filmom, kot soustvarjalec, kot scenarist, še celo igral vsi v nekih filmih, kaj na to temo pove? Ja, ne bi sodeloval v filmu, to poznam, kako je treba. Zakaj? Prvič, treba je žicati za ta denar. Slovenija je od relativno spodobnih filmov postala tako, da lahko filme snimaš sam v stanovanjih svojih prijateljev in sodobno. Ni več kostumov, ni več scenografije, nemogoče je posneti, kako bi rekel, spodoben kostumski film, zgodovinski. Ne. Drugo, mislim, financiranje je katastrofa, tudi 3/4 dela je labanje za denarjem. Tretje, mogoče najbolj bistveno je pa to, da ti kot režiser rabiš eno vojsko, ki je pod tabo in jih moraš komandirati. In jih moraš zapeljevati, moraš jih manipulirati, moraš jih strašiti, moraš jih tudi grdo delati z njimi. Marsikateri moji režiserji, ki jih imam rad, so zelo grdo delali z ljudmi, z igralci, z tehnike, karkoli. In jaz tega enostavno nimam. Mene to zoprno početje in da me vidi, mislim, meni so rekli, da ti to posnemi, pa bo toliko več ljudi dosegali. Mene ne zanima to, da dosežem zdaj, 10 000 ljudi na mesto 3 000 pred Cankarjev. Mene zanima, da imam mir, da uživam pri tem. In ko sem sam od sebe odvisen, veliko bolj uživam, kot če bi imel tam, 50 ali pa 100 ljudi, pa da bi jih, kako bi rekel, manipuliral, izžemal in travme nabijo. Mislim, tle so hude stvari se dogajajo v ozadju filmov. In to je enostavno, kako bi rekel, prezahtevno zame, oziroma to mi ne paše, tako da nisem nikoli resno razmišljal. Sem nekaj malega režiral, ampak ni bilo to nikoli želje v tem, da bi postal režiser, ampak sem režiser na papirju. Svojo vojsko imam tle, general sem in to mi zadostuje. Loška publika je zelo dobro sprejela te tvoje stripe. Zdaj nas pa zanima pravzaprav, kaj pripravljaš za prihodnje. Imaš kakšen nov strip v planu? Razmišljaš o kakšnih zadevah? Razmišljam o počitnicah. No. Že delam trenutno na stripu o pesniku partizanov Kajuhu, Karlu Zaslovnikovu. Ni ideološki strip, tak čist življenjski, kako je odraščal, kako je starši ljubezni, bil je star koliko 22, ko je umrl, zapustil je neverjeten opus kvalitetnih pesmi in po knjigi spet Prestreljene sanje od Vlada Vrbiča iz Velenja, tak, bi rekel, študija življenja nekega poeta, ki je bil slučajno tudi partizan, lahko bi bil tudi kaj drugega, ki se me je dotaknil. Važno je, da se me dotakne, ne moram delati stvari, ki, mislim, eno leto porabiti, ki mi je vse zame. Se dobijam kar nekaj ponudb, ampak če ne zapoje nekaj v meni, potem raj se ne dotika tega. Bi se lotil tudi kakšnega biografskega stripa o Francetu Prešernu, recimo, ki prihajaš iz Kranja? Ampak drugače kot tak je. Do zdaj mislim, da še nismo imeli prilike, da je res dober strip na to temo. Ja. Bi, mogoče bo, bi Zupana, bi marsikoga bi to imelo. Mislim, te kompleksne ali politične ali pa osebnosti, ki jih je kar nekaj v naši zgodovini. Bi pa tudi to, preko moje izmišljanje še, v moji družini, ko se korenim, zavemo o prednikih. Najprej sem mislil, da jaz nič nimam z mojimi predniki, da sem jaz čist nekaj, kar pač tekam rock'n'roll, pa kavuni niso, ampak to je samo moj čas. Jaz sem produkt njihovih travm, njihovih želja, njihove zgodovine. To sem pogruntal in na koncev tudi njihov glas. Čeprav jih ni več, moram nekaj v njihovem imenu povedati. In zdaj sem že toliko zrel, da to razumem, kot mladec sem pa mislil, da sem z neba padel. Ja, Zoran Smiljanić, hvala za te kompleksne predstavitve dela svojega in upam, da boš še kdaj gost tukaj v galeriji Ivana Groharja in da nas boš presenetil z novimi produkti, tako da ti želim pa vso srečo pri bitki za... S časom. S časom. Smrtjo.
in založniki. Tako da, hvala lepa. Boštjan Soklič, hvala za poglobljena in kvalitetna vprašanja, na katero mi je bilo užitek odgovarjati. Verjetno sem bil spet malo predolg, ker se rad razblebetam. To je posledica tega, da sedim celo leto doma, potem ko pa pridem med ljudmi, se pa ne moram ustaviti. Se opravičujem vam in hvala lepa, ker ste poslušali in tebi za lepo vprašanje.